Dober dan, čakala sva na novico dneva. Res je. In sva jo dočakala. Pravi, Zoran Janković je sporočil, da se bo potegoval za funkcijo predsednika Pozitivne Slovenije. Nekoč je že bil predsednik, pa se mu pol stvari podrle, pa vlade nekako ni znal sestaviti, pa potem so bile težave s protikorupcijsko komisijo, ki je ugotovila, da njegova premoženjska slika precej nenavadna, kajti finančni tokovi so kazali, da določen denar prihaja iz Grepa, ki je gradil stožiški stadion, na firmo, katere lastnik je on, v sredi je pa Elekta, se pravi firma, ki jo vodijo sinovi, in je potem se umaknil. Je pa come back. Ene stvari pa ni povedal. To je? Ni povedal, zakaj, zakaj pravzaprav se vrača, kakšni so motivi. Pomagajva človeku pa razloživa, kakšni so njegovi motivi. Novica dneva, si rekel. Zdaj, jaz sem jo vzel postavil v drug kontekst, v Italijo. Cel dopoldne sem zelo pozorno sledil, kaj se dogaja z Berlusconijem. Jaz sem mislil, zgledal Vatikansko banko. Ne, to je bilo, ni bilo neposreden prenos. Stranska opaska, mimogrede, Vatikanska banka ne bo dala posojila mariborski nadškofiji. Ker zna biti problem zaradi tega, ker gredo v stečaj in potencialno v zgodovinsko degradacijo, se pravi, ne bojo več nadškofija, oziroma bojo neka protektura, ampak pusta. Lahko pa nadškofije v Gornji Radgoni ustanovijo, to pa je možno, veš. Ja, zgodovina bo rekla svoje, ko je Slomšek prinesel sedež dol, ti so ga pa odnesli ven. Ampak pusta zdaj to, greva zdaj na Mediaset, preden da prideva do Jankovića. Skratka, Berlusconi je danes zelo samozavestno, vehementno, potem, ko je obupano svetu Urbi et Orbi neznano, da 55 noči že ni spal, in da je ves obupan, ampak je pa jasno povedal, da bo dobil enoumno podporo svojih senatorjev in svojih zvestih privržencev, kar se seveda čez dan se je izkazalo ne bo zgodilo in se ni zgodilo, oziroma se ne dogaja. Potem je bil seveda tudi vidno utrujen in vidno presunjen nad nelojalnostjo svojih ljudi. Kaj se je zgodilo prvič v življenju? Seveda ne, ampak zakaj se mu je to zgodilo? Zato, ker so ljudje preprosto toliko časa, dokler so v njem čutili moč, združili svoje interese z njegovo koristjo. In zdaj smo pa pri Jankoviću, ker se mu dogaja popolnoma isto, popolnoma analogno kot z Berlusconijem. Čeprav Berlusconi je več kot Janković. Če bi že v Sloveniji moral primerjati koga s tem, da bi skompletiral Berlusconija, bi rekel, da sta to Janković in Janša skupaj. Po političnem profilu, po kapitalskem profilu, po načinu delovanja je treba kar oba dva skupaj dati za ene polovico Berlusconija. Tako na enem pa drugem polu. Vitez oba pola zaseda, gre za skrajen populizem. Tako kot ima meč dva konca, veš. V bistvu, Berlusconi dejansko je znal zasedati, veš, pole skrajenega všečnega populizma, da že tistega desnega tipa in hkrati popolno neoliberalno laksnost, vulgarno že, ker v bistvu v enem zamahu ukine demokracijo, jo vzame samo za fasado lastnega biznisa in potem iz zabave vstopi še v politiko, da konec koncev okrona vse, kot cesar okrona celotno, tako vse skupaj in na koncu ga to pogubi, ker če bi bil nek anonimni podjetnik, se okrog njega ne bi vse vrtelo in pri nas bi v bistvu vse te elemente mogoče združil v apokaliptični mentaliteti dveh protagonistov. Ta teden je s tem začel Janša, ko je začel govoriti, ko je začel odkrito trojko vabiti, ker je dobesedno apokaliptični klic, zrušite vendar že državo, zato da se moji problemi ne bodo videli tako veliki, da ne bom tako tesnoben, da ob obnenju topov mi bo odleglo. In potem pride naslednji apokaliptični klic Jankovića, jaz bom pa kandidiral misleč, da lahko ukine, da lahko spremeni toliko pravne države zato,
če prevzame oblast oziroma če destabilizira državo. Ne. Isto je v Italiji. V Italiji so Berlusconiju jasno in glasno povedali, ne, so mu povedali poslanci in so mu povedali v parlamentu, le karkoli že, ne, ampak odločbe sodišče treba spoštovati, ti si pa vendar pravnomočno obsojen. Ne. Tako mislim, pazi, smo v sredi Evrope in v Sloveniji in v Italiji, kjer obstajajo najvišji politiki, ki ne razumejo ločitve oblasti. Ne. Ja. To pa je kar malo zanimivo. Ne. Ampak zdaj tvoj namig gre v to smer, ne, da v Italiji, ne, so poslanci Berlusconiju rekli, dosti je bilo. Ne. Tako, ne. Jaz mislim, da tako, ne, pri Jankoviću in njegovem poskusu comebacka na vrh Pozitivne Slovenije imamo bistveno bolj nepredvidljivo situacijo. Dobro, se je bila tudi v Italiji bila nepredvidljiva, ampak se je stekla tako, kot si ti rekel. Ne smemo še nečesa pozabiti, predtem da dokončaš. Ne. Vmes se je oglasila Angela Merkel, vmes se je oglasil nemški predsednik Evropskega parlamenta Schulz in oba dva sta podprla do zdajšnjega predsednika vlade, tako, ne, in sta preprosto rekla, nikomur ni v interesu, skratka, nista podprla po naravi zadev, ne vem, nekaj desnega, ampak sta podprla nekaj, kar omogoča stabilnost Italiji. Zdaj pa greva nazaj na to, kar si ti nastavil, ne? Ja. Torej, da bo več etapen problem, ne? Tukaj je tako, če z današnje perspektive, tako rekel, popolnoma logično, ne, da so Berlusconijevi ljudje svojemu šefu do včerajšnjemu rekli ne, pri Jankoviću ta možnost je zelo nejasna. Ne. Se pravi, sam kongres, ne, ki nas čaka sred oktobra, ne, rezultat tega kongresa je zelo negotov, ker je pa on ata, ne, te stranke, pa ker ima svoje dosti lojalne ljudi postavljene dosti sistematično v to kongresno telo, tudi domnevam, ne. Obstaja znatna verjetnost celo, da bi bil lahko izvoljen. Ne. Recimo, da bo izvoljen, ampak kaj to pomeni? To pomeni, da bo izvoljen in postal predsednik svoje lastne stranke, ne, kar pomeni, ne, da na nek način poskuša postaviti svojo pogajalsko pozicijo do svojega problema ali pa do tistih, ki upravljajo z njegovim problemom. Kaj pa je njegov problem? Njegov problem je preprosto v tem, da je v navzkrižju z zakonom, ne, da ima njegov problem je, da ima probleme. Samo, a veš, zdaj je pa to, ne, a veš, predsednica, a ne, je pa predsednica vlade, je pa predsednica zato, ker je iz njegove najmočnejše stranke in to je paradoks, hektična situacija. Ona, torej Bratuškova in pa Janković sta pa očitno pokregana, se očitno ne strinjata, ker je Alenka Bratušek nekaj vzela zares. Zares je vzela očitno državo oziroma vstajniki bi se verjetno s tem ne strinjali, ampak zares je verjetno vzela to, kar Evropa pričakuje od Slovenije, od države Slovenije. Ti si zadnjič rekel, da obstaja med Alenko Bratušek pa Bruslom ključno zavezništvo. Ta erotika poteka, ja. In nekako, ne, je to logičen potek glede na to, da ni težišče reševanja problemov na slovenski vladi ali pa politikah, pa preprosto na bankah. Ne. Budimo si realni. Bo pa seveda hec, ne, zaradi tega, ker podatek o tem, ali je Janković postal predsednik Pozitivne Slovenije, bo strahovito zanimivo sovpadel z podatkom, kako so se šli stresni testi v Novi Ljubljanski banki. Ne, za začetek. Na stresne teste to ne more vplivati. Ja, ne. Jaz mislim, da bo stresni testi pokazal pač rentgenski posnetek. Mimogrede, k temu se lahko potem vrneva, ker je danes v delu na Mnenjski strani zelo zanimiv prispevek napisal nekdanji finančni minister Križanič. Ne? Točno to temo. Ne? Ja, mislim, jaz sem današnji Križaničev prispevek bral tudi skozi napovedano možno kandidaturo Zorana Jankovića za predsednika Pozitivne Slovenije. K temu se vrneva, da je pa preigrati scenarij. Zakaj se mi to sestavlja skupaj. Se strinjam s tabo. Probajva preigrati scenarij, kaj bo, če Janković postane predsednik. Faktor tveganja ali stresni test, ne, tokrat bo koalicija. Torej, ali bo Virant oziroma njegova stranka, ker oni so pač najbolj občutljivi in so že vnaprej napovedali, da v primeru, da se Janković kakorkoli pojavi v igri,
se oni take vlade ne grejo več iz preprostega razloga, ker so poročilo protikorupcijske komisije takrat vzeli za res. Ne, oni grejo ven, ne? Tako so rekli, da grejo ven. Ne? Zdaj pa na eni strani imamo zdaj absolutno zahtevo po stabilnosti države iz strani Evropske unije, ker smo že 5 čez 12 ali pa v 12. Ne? Torej, na drugi strani imamo pa obljubo, ki je čvrsta in zelo kategorična. Saj bila je. Ne? Zdaj bo zanimivo vprašanje, ali bo državljanska lista, Virantova državljanska lista pokazala svojo občutljivo že v trenutku, ko bi Janković postal predsednik stranke ali ko bi začel vplivati oziroma se poskušal formalno umešati v delo vlade. To je zdaj ključno vprašanje. Potem pa nastane italijanska slika, šele tedaj nastane italijanska slika in sicer, da bi Berlusconi, slovenski pol Berlusconi, rečemo Janković, ne, zahteval od poslancev državnega zbora, da začnejo plesati tako, kot on igra, kot on hoče, da se pleše. Ne. Ja. Potem bi se pa naredil drugi stresni test in sicer ali so poslanci Pozitivne Slovenije pripravljeni narediti podoben razcep, razpoko ali pa pok, kakor so ga danes poslanci oziroma senatorji Berlusconijeve stranke v Rimu, ne, dejansko storili in šli v nek državotvorni projekt in podprli pač do zdajšnjega premierja v tem primeru, da bi pač poslanci Jankovićeve liste naredili državotvorni deal z strankami koalicije ali potencialnimi še drugimi strankami in naredili nekaj, da se reši pač državo iz ZOS-a, ne? Iz tega ZOS-a, ki je očitno zelo, zelo resen, ker je vsaka druga alternativa več kot očitno samo še prihod Evropske trojke. Ne? Ja. In to je pa natanko to, kar je pa Janez Janša že zavohal, zavohal in je prehitel dogodke in Evropsko trojko praktično že povabil v igro. Ne. Točno to se je zgodilo in se utegne spet zgoditi, da bo točno Janez Janša spet poenotil levico zato, da se bo zakrpala, ne, in sredino. Ne. Ja, ampak zdaj tako, jaz bi rekel, ne, da v primeru, da Janković pride v tole igro, ne, nazaj, če pride resno v igro, ne, potem tudi faktor Janša po moji oceni ne more prepričati Viranta, da bi ostal v koaliciji. Ne? Zaradi tega, ker je Virant bil zelo kategoričen, ker njegova kredibilnost na tem pade. Ja. Če Virant reče v redu, ne, protikorupcijska komisija je rekla o Janši, da to ni v redu, pa da je Virant z tega sklepal, da je zaradi tega treba koalicijo prejšnjo, ne, zapustiti, potem, če hoče rešiti svoj obraz, da jim zelo težko ostane v koaliciji, na čelu katere je de jure in de facto Janković. To se s tabo popolnoma strinjam. Mislim pa, da bo Virant verjetno v lastnem interesu, zato ker je njegova karma gre očitno s problemi, ne, in vedno, kadar v Sloveniji nekaj poče ali pa kaj treba nekaj presekati, se pojavi njegov obraz in verjetno to njemu ne more koristiti. Zato si utegne privoščiti določeno elastičnost in reči, ja, resnično sem tako rekel in tako bom tudi storil, ne? Ampak zdaj moram samo še počakati, ali bo Alenka Bratušek, ki je pač reprezentant te stranke, načelna in bo državo furala, same strankarske zadeve naj se pa grejo po svoje, kakor se hočejo. Ampak če bo poslanska skupina in pa premierka funkcionirala, skratka, da ji da priložnost za razkol, ne? Ja. To elastičnost si utegne privoščiti, zaradi tega, ker sicer tudi njemu politično lahko zelo škodi, ker ga ljudje ne bodo nagrajevali za to, da je vedno, kadar se nekaj zlomi, on zraven in na čelu. Ne? Ja, ampak zdaj tako, ko praviš, ne, da bi dal priložnost za razkol, ne, je, mislim, da treba iti 2 dni nazaj, ne, ko je Janković poslansko skupino gostil na nekem dogodku, ne, kar pomeni, da je Janković preveril, kakšen je puls znotraj same poslanske skupine, preden je dokončno sprejel odločitev in jo potem danes tudi posredoval javnosti. Ne. Pravi, ne, preverka je bila narejena. Preverka je bila narejena, zdaj, a je bila ocena pravilna ali ne, pa tega ne moramo vedeti. Ampak dovolj da ti postrežem z analogijo. Ja. Berlusconi to isto storil, ne vem, če ne včeraj. Ne. Skratka, a je tudi za pico popolnoma dal? Isto je, tako je, dal za pico, jih je zložil skupaj, prišel slovesno ven in rekel, jaz imam popolnoma enotnost med svojimi lastnimi poslanci in bodo glasovali v enem kosu. Medtem je pa leta že nesel spisek
tistih 23 senatorjev njegovih, ki so pred glasovanjem podpisali, da bodo glasovali za zaupnico. Ne. Skratka, to, kar je Berlusconi javno zdeklariral in preveril na tako imenovani pici, ne, na čaju, na špagetih, to ni držalo. Tartufih, to ni držalo. Sva pa seveda zdaj pri drugem zelo pomembnem vprašanju, zakaj sta Šuc in Angela Merkel tako nenavadno in pa predvsem kategorično podprla dozdajšnjo vlado. Ne. Preprosto zato, pa ne slovensko, ampak italijansko. Italijansko, ja. Tako je. Preprosto zato, ker delata pač v kontekstu celotne Evropske unije, ker ravno zdaj, ne, poročajo mediji oziroma agencije, je evro stabiliziran do take mere, da ga je možno, oziroma se umirjajo trendi, da je možno zagotavljati na ravni Evropske unije neko umirjeno rast. Ne. Velik if oziroma popolnoma odprta vprašanja so pa tele sredozemske zgodbe. Ne. Predvsem ne. Italija, Grčija, deloma Francija, ne. Slovenija pa itak problem, ki je velik, ampak ne obstaja, ga ni, ne, ker je pravzaprav tako majhna, da je rešljiv tako ali pa drugače v vsakem primeru. Ne. Ampak velike zgodbe so odprte in Italija, če bi zdaj Italija recimo zaprosila za mehanizem ESM, bi to resno destabilizirali Evropsko unijo, ne, resno. To, kar Slovenija sicer pravi. Vatikan pa ESM mehanizma ne bo aktiviral. Vatikan ga ne bo ga aktiviral. Ja. Mimogrede, ne. Vatikan je v bistvu za Slovenijo, zdaj govorimo majhen proti sebi, ne, že aktiviral Evropsko trojko. Ne. To, kar je Vatikan storil. Ampak je bila dvojka, ne? Je bil Rothschild pa še ena finančna inštitucija, ki so prišli preprosto 2010 v inšpekcijo. Temu se, veš, ja. v jeziku Svetega sedeža se temu reče apostolska vizitacija. Ne? Ja, tako, ne. Apostolska vizitacija je prišla na inšpekcijo in so rekli, če bo zdaj Mariborska škofija šla v stečaj. So naredili stresni test in so rekli, ne, ali če bo šla Mariborska škofija v stečaj, očitno bo šla. Ja. Če bo izgubila tako rekoč svojo krono, sedež, ne, če bo v bistvu onečastila Slomška, če tako rečem, beatificiranga. Ja, tako. Potem imamo tukaj lepo anticipacijo, kaj pomeni čistilni mehanizem Evropske trojke, ki bi prišel v Sloveniji, nekaj zelo podobnega. Se pravi, ukinitev suverenosti? Delno ukinitev suverenosti, definitivno. Zdaj smo pa pri naslednjem res zanimivem vprašanju. A je to dobro, je to slabo, ne? Ker, ko sem jaz isto, slabo, ne? Nisem pripričan, ker če bi... trojko vabiš? Ne, sklicujem se na tekst, ne vabim trojke, sklicujem se na tekst, mislim, sam bojim se četvorke, ne, stare, ne, a veš, sklicujem se na tekst prejšnjega ministra Križaniča, ne, ja. Ki je napisal noter, ki je točno direktno, mislim, to je bila pa res direktna govorica danes v delu, ne, ki je napisal, da s tem, ko v bistvu nacionalni interes zanemarjamo, ne, v bistvu bi pripravili pota interesom tujih dobičkarjev. Ne? To je čist direktnega vseko. Seveda je zdaj eno zelo dobro vprašanje. Kaj pa je slovenski nacionalni interes drugega storil, kot to, kar se on boji, da bodo drugi storili? Saj točno to se je zgodilo. Ker če bi slovenski nacionalni interes bil upravičen, tako kot on domneva, da je, ne? Zakaj smo potem prišli v položaj, v katerem smo? Torej, ne? A veš, in se začne zanimivo razmerje političnega ozadja, ne? Dobesedno političnega ozadja. Ne? Kaj ozadja nekateri vedo, česar mi ne vemo. Kaj o bankah se skriva, kar mi ne vemo, pa nekdo lahko razgali. A veš? Da se vrneva na vprašanje številka A, ne? Ja. Ne kdo so možje v ozadju Jankovićeve ponovne kandidature, ne? Ja. Ampak ali je ta destabilizacija mišljena ali je spontana? Ne, kateri interesi so za njegovo kandidaturo? Kateri interesi so pripeljali Jankovića do te odločitve? To je ključno vprašanje. To je zdaj ključno vprašanje. A je to nepremičninski davek, ki mogoče koga moti v njegovem krogu, a je to, to da se skenira banke, a je to, da se spreminja konfiguracija odnosov Slovenija-Bruselj konec koncev. Ja. A je to, da... Ne. To je logika za mano potop. Če jaz ne morem, oziroma mogoče zdaj, če greva še zadaj, ne, če nek lobby ne more, potem je vse, če država ne eksistira. Potem je bolj, da gre vse v meglo. Ampak zdaj smo pa pri naslednjem dialektičnem pač momentu, zakaj pri tem sodeluje Janez Janša? Zakaj on vabi Evropsko trojko? Zakaj on destabilizira, če vendar se stalno sklicuje na to, da so to njegovi nasprotniki? A veš, to je pa tisto zanimivo vprašanje dialektike v Sloveniji, ne?
ko si sovražniki vedno v ključnem momentu in to slabem za Slovenijo vedno podajo roke. Ne? A veš, naenkrat prebiram spet, ker so se zadnjič pogovarjali, jaz sem definitivno pisal. Ne? Mi smo imeli najprej cestni križ, potem smo imeli TEŠ 6, ne? Zdaj naenkrat zahtevajo drugi tir, ne vem, 27 km, ne, tam Divača, Koper, čez 50 milijonov en kilometer. Ne. In potem se naenkrat zgodi eno čudno iztirjenje lokomotive in danes se že pojavljajo članki v medijih, ne, no vidite, to je pa vendar dokaz, da res rabimo drugi tir. Ne. Jaz tem, da minister za promet rekel, da tega denarja ni. Ne. Se preprosto ga ni, ampak sila, sila, s katero se dokazuje, da ga rabimo, ne, je enaka tisti sili, ki smo rabili TEŠ 6, o katerem se naenkrat več ne govori, zato ker je posel zaprt, ne, je v oklepajih in je več ali manj škoda storjena. Ne. Ali pa pri cestnem križu, ne, ker spomnimo se, ko so ocenjevali geografsko strukturo tal, zato da je bilo treba podražiti, ne, so po nekaterih podatkih navozili na vrh hriba cisterne, privrta luknje in noter spuščali vodo, zato da so potem lahko dali uradne zapisnike, da je tam podor oziroma da je tam prodor vode in da to podraži gradno za toliko in toliko. Skratka, ti močni lobiji so po nekaterih podatkih bili zelo inovativni zato, da so lahko držili s ceno. Politika in to vseh barv je imela po tega blazno velike koristi. Kar gre za čisto preprosto korupcijsko zgodbo. Ne. Zdaj smo pri tistem vprašanju, ali je Evropska unija taka, kakršna pač poskuša preskenirati pač bančne dolgove in finančni slovenski sistem, ali deluje v interesu preglednosti in transparentnosti, ali drži to, kar je napisal Križanič, da deluje v interesu nekih multinacionalnih finančnih velikih tajkunov. Ne? Ali je ravno obratno res, da se naši lobiji, slovenski lobiji, ki so se redili, rečemo zdaj temu 20 let na 50 podlage, ne? To bi bilo v znamenitem Janševem besednjaku, pa deloma je to res, ne? A veš, ali se oni bojijo mogoče nečesa, da bi zdajle v teh stresnih testih se dejansko pokazalo drobovje ali pa realni skelet slovenskega mrliča. Ne? Ja, mislim, se bo pokazal tako ali drugačne. Podatki teh stresnih testov bodo znani, ne? Tako, ne? In potem bomo možno komentirati. Tako kot so izsledki apostolske vizitacije, ki deluje v načelih stroge diskretnosti, prišli v italijanski tisk, ne? Ampak je pa nekaj res. Ne? V enem trenutku je pa cerkev prehitela čas, drugače je stalno capljala za časom, v tem primeru je pa prehitela definitivno slovensko družbo in državo za recimo temu pol leta do eno leto. Ne? Se ne strinjam. Apostolska vizitacija je bila tlele. Ja, ampak odstavitve in radikalni ukrepi in vse tako naprej. Ne? Ja, to pa ja. Veš, In eto. Čakava kongres, ne? Čakava kongres, tvoja stava jo približno razbiram, jaz pa ne bi tele napovedi si drzno kuvertirati. Jaz ne napovedujem, domnevam pa, da bodo zvonili telefoni, za katere ne bomo vedeli, in da bodo poskušali nekateri ljudje iz Evrope dopovedati komu kaj podobnega, kot so dopovedovali poslancem, Berlusconijevim poslancem. Ne? In na koncu v Sloveniji vendarle verjamem v neko spontano racionalnost, ki je ta trenutek seveda ne znam določati, ker sem tudi prej rekel, da ne vem, kaj je boljše za Slovenijo, to, da je slabo ali da je dobro. Ne? Ker če Slovenija se ne namerava odvezati tem svojim balkanijadam, ne, tem prikritim finančnim, ker je dejansko slovenska država je plen vseh teh oblik mafij. Ne. In če to namerava ostati, potem je boljš, da se zruši. Boljš, ker potem se na ruševinah da kaj narediti. Na tvojo oceno, da ne veš, kaj je boljš, to, da je slabo ali dobro, bom jaz rekel, oboje je slabše. Danes je, mislim, da Mimi Podkrižnik dobro napisala za francoske razmere v delu na zunanji politiki, ki je bila danes sjajna, je lepo napisala, ne, za v Franciji. Ne, da se ne bi nič spremenilo, se mora vse spremeniti. Ne.
naslednjo sredo.